Danes, po 73 letih, so se nam prisrčno odzvali za svojim obiskom tudi naši zelo cenjeni ter dragi gostje. Prijazno pa sedaj vabim k mikrofonom današnjega gostitelja, ker se pač nahajamo v občini Rečica v Savinji, bi prosil župana Vinka Jeraja, da nas tudi on pozdravi. Prosim. Spoštovani domačini, domačinke, cenjeni gostje, in da se ne bom ponavljal, pa vendarle čutim nekako dolžnost, da od vrha pozdravim še ekstra ali pa še enkrat našo obrambno ministrico, gospo Katičevo. Vsem skupaj lepa dobrodošljica, čeprav vreme je bolj turobno, dobrodošljica na Pobrežjih v občini Rečica ob Savinji. Pravijo, da v vsaki dobri stvari se najde neka simbolika in z gotovostjo lahko trdim, da pravzaprav Pobrežje spada tudi med te kraje, kjer je neka simbolika. Velja simbolika, da so pred 44 leti, da je angleško letalo varno pristalo, zasilno pristalo na Pobrežjih, in da pravzaprav na tem istem mestu imamo danes vzletišče. Vzletišče, ki pomeni šport, pomeni ugled naše lepe domovine. Mislim, da je to dobra simbolika. V 44 letih pa pravzaprav zasilni pristanek, hvala Bogu, vsi srečno preživeli in pa ne nazadnje tudi iz tega bojišča predstavljeni v Italijo živi in zdravi. Mislim, da to zgolj dobro pove, da ne nazadnje, da tudi na Pobrežjih in na Rečici, da so dobri ljudje in da bi bilo potrebno še bolj držati skupaj in pa seveda, bom rekel, verjamem, da bo te simbolike tudi v prihodnje. Jaz bi se še enkrat zahvalil vsem vam, ki ste v tem času, v tem današnjem dnevu se udeležili te prireditve, da ste si vzeli čas, kljub temu, da je vreme ni primerno oziroma ni takšno, kot smo ga pričakovali, pa vendarle verjamem, da bomo vsi skupaj preživeli lepo popoldne in pa seveda, da se ob naslednji obletnici zopet srečamo. Še enkrat vsem skupaj dobrodošli na Pobrežjih, na Rečici in pa, da se imate dobro in pa veselo. Hvala lepa. Hvala lepa županu občine Rečica v Savinji, gospodu Vinku Jeraju, za spodbudne besede. Na začetku so nas že nekako pozdravili za domačo himno Očke pevke, ki nas velikokrat razveseljujejo in pa tudi nam dajo upanja, marsikdaj, ki je to potrebno, in bi vas prosil, da tudi nadaljno za dobro pesmo nas veselite še naprej. Prosim. Kjer
očkim pevkam za lepo odpeto pesem. Sedaj pa namenoma prej nisem pozdravil našega predsednika Društva letalcev Zgornje Savinjske doline, ki je danes tudi kot osrednji govornik na tej prireditvi in bi ga z spoštovanjem tudi najavil, da nam spregovori. To je naš res uspešni ter dober predsednik Sašo Kromovšek. Prosim. Spoštovani, veseli me, da smo se ponovno srečali, da obeležimo dogodek izpred mnogih desetletij, ki med drugim predstavlja tudi začetek delovanja našega vzletišča ter s tem letalstva v Zgornji Savinjski dolini. Danes obeležujemo pristanek zavezniškega letala, ki je bilo po odmetu humanitarne pomoči prisiljeno svojo plovbo zaključiti prav na Pogreškem polju. Kratek oriz dogodkov izhaja iz pričevanj vaščanov, iz zgodovinske literature ter predvsem iz zapisov polkovnika Franklina Lindseya v njegovi knjigi Ognji v noči. Vojna sreča se je leta 1943 pričela nagibati na stran zaveznikov. Po osvojitvi Sicilije so se predvsem ameriške sile izkrcale v južni Italiji, ki je bila dovolj blizu mejam Tretjega rajha, da so lahko iz tam izpostavljenih letalskih baz pričeli z bombardiranjem ciljev v južni Nemčiji. Namen je bilo seveda uničevanje infrastrukture in vojaške industrije, iz teh baz pa so tudi pošiljali humanitarno pomoč odporniškim gibanjem na okupiranih ozemljih. V tem času je na ozemlju Slovenije nastalo tudi več osvobojenih območij. Poleti leta 1944 je osvobojeno ozemlje obsegalo tudi del Zgornje Savinjske doline, nekako višje od Mozirja, kjer so se večkrat zmenjale partizanske enote in manjše nemške posadke. Osvobojeno ozemlje v Zgornji Savinjski dolini je bilo še posebej pomembno in krvavo pridobljeno, saj je bilo znotraj meja Tretjega rajha, ki so ga Nemci še posebej skrbno varovali in se pri tem niso odrekli najstrašnejšim ukrepom proti lokalnemu prebivalstvu in odporniškemu gibanju. Južna meja Nemškega rajha je na našem območju potekala ob reki Savi. Prebivalstvo je bilo naklonjeno odporniškemu gibanju in je množično vstopalo v partizanske vrste. Posledično so se pojavile potrebe po strelivu, orožju, sanitetni opremi in uniformah. Eno od glavnih spuščališč na tem področju, kamor so zavezniki spadali, odmetavali pomoč partizanom, je bilo na Radmerskem polju. Tako je bilo tudi 6. novembra 1944, ko je malo pred 15. uro nad dolino zaokrožilo veliko štirimotorno letalo in pričelo z spuščanjem pomoči partizanom s padali. Po odmetu pa je letalo nenadoma pričelo zgubljati višino in je nato zasilno pristalo prav na Pogreškem polju, tu, kjer se nahaja sedaj naše vzletišče. Posadka letalcev, starih med 20 in 22 let, je nepoškodovana z osnovno osebno opremo zapustila letalo. Sprejeli so jih vaščani Pobrežja in jih do pozne noči skrivali v kletnih prostorih sosednje Bendove domačije. Nekje malo pred polnočjo pa jih je Bendov oče z konjsko vprego odpeljal do Črnivca, kjer so jih prevzeli partizani. Posadka je pot ob spremljavi partizanov potem nadaljevala proti Beli krajini, ki je bila že dlje časa osvobojeno partizansko ozemlje in kjer se je nahajalo tudi partizansko letališče. Pot seveda ni bila enostavna, saj je potekala preko ozemelj, ki jih je imel pod nadzorom okupator. Ko so prispeli v Belo krajino, pa letalo, ki bi jih moralo odpeljati do njihove letalske baze, zaradi dolgotrajnega deževja in posledično razmočene letalske steze, ni bilo sposobno pristati.
Tako so bili prisiljeni svojo pot nadaljevati proti Hrvaški, ki je bila takrat v rokah ustašev. Potem jih je pa nekje pred Zadrom so vzpostavili stik z zavezniki in jih je ameriška hitra torpedovka odpeljala do njihove letalske baze v Brindisiju. Letalo Halifax, ki je pristalo na pobrežju, je bil težki 4-motorni bombnik kraljevih letalskih sil. Poganjali so ga 12-valni 25-litrski motori, vsak je imel moči 1500 konjev. Teža naloženega letala je znašala približno 25 ton, z razpetino kril cirka 32 metrov, je bilo pa dvakrat širše od naše trenutnega vzletišča tu na pobrežju. Omenil bi še, da so konec leta 1944 na področju sedanjega Kmelišča ob Rečici ob Savinji partizani zavzeli in dokončali strani Nemcev zgrajeno letališče z stezo dolžine cirka 1000 metrov. Namen je bil, da bi iz te steze odvažali ranjene borce v bolnišnice v južni Italiji. Žal pa je jesensko deževje preprečilo pristanke zavezniških letal in tako nobeno od njih ni poletelo takrat z tega letališča. Po dosegljivih podatkih je bilo to edino zavezniško letališče, ki je bilo znotraj meja Tretjega rajha. Spoštovani, prav je, da se spominjamo tega izjemnega dogodka, ki se je zgodil pred 73 leti. Prav tako smo lahko ponosni na naše dedke in babice, ki so se junaško in pogumno uprli okupatorju, ki je hotel Slovence potujčiti in izbrisati iz zemljevida Evrope. Njihov pogum in domoljubje sta nam lahko vzor tudi v današnjih časih. Hvala lepa, gospod Kronovšek, za izčrpno poročilo, govor o teh dogodkih pred 73 leti. Sedaj pa bi prosil učence osnovne šole Rečica v Savinji, da tudi za svojim prispevkom dajo doprinos k današnji prireditvi. Prosim, osnovna šola Rečica v Savinji. Poslušajo bajko prelepo in trava se v snu smehlja. Kaj sanjajo drobne trave, ko boža jih šum dežja?
osnovni šoli Rečica v Savinji ter njihovim učencem za lep vložek, tudi ta kulturni vložek. Sedaj bi kar nadaljevali tudi s programom. Zagovorniški oder vabim predsednika Združenja za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline, ker ga tudi prej nisem pozdravil, ker je med tistimi soorganizatorji tega srečanja tu na Pobrežju in bi ga sedaj še posebej pozdravil ter vabim k govornici, to je gospod Jože Rakun. Lep pozdrav v imenu Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Zgornje Savinjske doline in njene krajevne organizacije Rečica v Savinji. Že desetletja se organizatorji te prireditve spominjamo dogodka izpred 73 let, to je 6. novembra popoldne, nekaj po 15. uri, po spustu transportne pošiljke na spuščališče pri Razmirju, kot smo slišali, zaradi tehničnih težav na Pobrežkem polju pristalo angleško letalo Halifax. Ta prireditev sodi v sklop ohranjanja spomina na sodelovanje zaveznikov slovenskim odporniškim narodno-osvobodilnim gibanjem proti okupatorju in našim skupnim sovražnikom fašizmu in nacizmu. Spominjamo se pomena vsestranske materialne pomoči zaveznikov, partizanskemu odporu, posebno tu na Štajerskem, in pomena partizanskega boja pri rušenju prometnih komunikacij in reševanju letalcev ter ubežnikov iz ujetniških taborišč, kar je bilo v sredini leta 1944 za zaveznike vse večjega pomena. Osvobodilni boj se je na Štajerskem močno razširil po prihodu 14. divizije na to območje. Kljub močni prizadetosti divizije se je ta spomladi 1944 hitro številčno okrepila, saj je že v aprilu mesecu imela ponovno 850 borcev, v oktobru pa kar 3500 borcev. Prav tako sta tudi obe drugi brigadi Šlandrova in Zidanškova močno povečali svoj sestav. Avgusta pa je bila ustanovljena še 3. brigada vojska in državne varnosti, prav tu na našem območju blizu Razmirja. Tako je v poletju 1944 na območju 4. cone severno od Save delovalo že 5 partizanskih brigad in 5 teritorijalnih odredov. Številčna krepitev enot ni bila podprta s potrebno materialno podporo. Obupno je primanjkovalo orožja in opreme za nove borce in opreme za učinkovitejše delovanje enot. Tu bi rad spomnil na pričevanje enega od vodilnih partizanov v coni, Tomaša Boga Gorjana, ki je v minuli oddaji Spomini na RTV Slovenija govoril med ostalim o velikem pomenu materialne pomoči zaveznikov za razvoj osvobodilnega gibanja na Štajerskem. V zavezniškem štabu v Italiji so na podlagi poročil svojih vojaških misij pri vrhovnem štabu Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije in glavnem štabu v Sloveniji spoznali pomen delovanja partizanskih enot na Štajerskem za učinkovito podporo zavezniških enot na fronti v Italiji in predvsem pri umiku nemških enot z Balkana. V ta namen so zavezniki okrepili svojo vojaško misijo v Slovenijo in sporazumno s partizanskim vodstvom na Štajersko v štab 4. cone poslali učinkovitega človeka, ameriškega majorja Franklina Lincija. Ta je na Štajersko prišel maja 1944 in ostal med partizani na tem območju do začetka decembra, ko je dobil novo odgovorno nalogo na Hrvaškem in pozneje v vrhovnem štabu
že osvobojenem Beogradu. Major Linci je takoj neposredno pristopil k učinkoviti organizaciji zavezniške pomoči enotam na Štajerskem in njihovemu delovanju pri onesposabljanju glavnih prometnih komunikacij. V svoji knjigi spominov na sodelovanje v boji med partizani v Jugoslaviji Ognji v noči je zapisal: rušenje železnic je postalo naš visoko cenjeni poklic. Naša misija v podporo zavezniški bitki v Italiji je bila uspešna, da se ravno ne tako, kot bi lahko bila. Jesenski meseci pa nam bodo odkrili povsem drugačno zgodbo. Ta nova zgodba je bila izredna aktivnost vseh brigad 4. cone, v kateri so konec avgusta 1944 na Štajerskem nastala 3 večja osvobojena ozemlja, v Zgornji Savinjski dolini kar 520 kvadratnih kilometrov, na Pohorju in Kozjanskem. Na osvobojenem ozemlju so se brigade še naprej številčno krepile in potrebovali vse več orodja, opreme, streljiva in sanitetnega materiala za nove partizanske vojne. Oskrbo letalskimi pošiljkami je bilo potrebno povečati. Pri tem je nastalo nemalo težav v komunikaciji med zavezniško bazo v Italiji in partizanskimi spuščališči pomoči. Pogosto spreminjanje lokacij spuščališča in spreminjanje signalov na lokacijah je bilo potrebno uskladiti, kar je bilo v povečanem obsegu priletov letal zelo zahtevna naloga. Zaradi težav v obveščanju je bilo izgubljenih kar nekaj pošiljk. Meseca julija je bilo sprejetih več kot 40 pošiljk. Vodja misije Linci je kmalu spoznal, da je potrebno partizane opremiti z radijskimi zvezami, ker so bile kurirske zveze do oddaljenih spuščališč prepočasne. Zahteval je pošiljko večjega števila radijskih postaj, s katerimi bi opremil enote na spuščališčih materijala. Večina težav je sprejemanje pomoči je odpadla z nastankom večjih osvobojenih območij, kjer so nastala dokaj varna stalna spuščališča. 3 največja so bila na Radmirskem polju, v naši neposredni bližini, na Pohorju in Veliki planini. Od julija do avgusta se je število pomoči močno povečalo. Pošiljke so prihajale vsako noč. Če je bilo lepo vreme, je priletelo na to območje tudi do 10 letal hkrati. Večinoma so letala prihajala po noči, pozneje pa tudi po dnevi. Prvič so 3 letala Liberatorji priletela 16. oktobra v dnevnem času, naslednji dan pa še v večjem številu. V mesecu oktobru in novembru je bilo kljub neugodnim vremenskim razmeram kar 71 priletov letal. V tej množici letalskega prometa so se pripetile tudi neljube tragične nesreče. V poročilih o priletih letal je navedeno, da so bila 5. in 6. novembra izgubljena 3 britanska letala. 2 letali je prejšnjo noč na spuščališču sestrelil nemški nočni lovec. Obe sta zgoreli in padli s posadkami, ki niso preživeli. Bez sreče, kot smo slišali, je imelo letalo prispelo po dnevi 6. novembra, na katerem ga se veže naš spomin na to prireditev. Vodstvo 4. cone je skupaj z zavezniško misijo iskalo tudi rešitev za transport težkih ranjencev na zdravljenje v Italiji. S tem
namenom je bilo zgrajeno letališče v Rečici, ki je zaradi izredno slabega vremena in razmočenega terena ni moglo delovati vse do nemške ofenzive. V kruti vojni okupaciji, ki je bila na tem prostoru še posebno težka, s številnimi človeškimi in materialnimi žrtvami, se je krepilo zavezništvo proti skupnemu sovraštvu. To zavezništvo je podkrepljeno s številnimi rešenimi življenji vojakov in letalcev, s pomočjo hrabrih borcev partizanov in domačega civilnega prebivalstva, ki je nudilo pomoč, hrano in zavetje kljub vsem grožnjam okupatorjeve represije. Prav tako je humano vsako dejanje za ohranjanje spomina na dogodke in primere reševanja življenj, tudi ta primer, ki se ga danes spominja. Prireditev vsako leto tu na Pobrežju sodi v okvir ohranjanja spomina na skupni boj proti največjemu zlu v drugi svetovni vojni, v ohranjanje spomina na junaške letalce, ki so v nemogočih razmerah prileteli nad naše kraje z nujno pomočjo in s tem reševali dragocena življenja. Nenazadnje s temi prireditvami ohranjamo spomin na nesebično pomoč in sodelovanje civilnega prebivalstva v uporu proti okupatorju in prenašamo te vrednote na mlajšo generacijo. Spomin na tak dogodek neguje in ohranja že skoraj desetletje Društvo letalcev Zgornje Savinjske doline, ki je na mesto pristanka letala postavilo izvirno spominsko obeležje, za kar gre članom društva in vsem aktivnim krajanom Pobrežij vso priznanje in zahvalo. Pobude za ohranitev te prireditve in njeno upravičena razširitev na malo višji nivo si ta prireditev uspešne rešitve 7 britanskih letalcev tu na Pobrežju vsekakor zasluži. Ohranimo ta dogodek v trajnem lepem spominu. Društve veteranov za Slovenijo v Zgornje Savinjske doline, gospoda Maksa Slatinčka. Spoštovana ministrica za obrambo Andreja Katič, spoštovani podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB dr. Franci Križanič, spoštovani veterani, gospe in gospodje. Člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Savinjsko-Zmerečke doline se vsako leto z veseljem odzovemo vabilu borčevske organizacije in kluba letalcev na spominsko prireditev ob obletnici zasilnega prestanka zavezniškega letala med drugo svetovno vojno. Veterani vojne za Slovenijo cenimo žrtve in dosežke udeležencev narodno-osvobodilnega boja v letih 1941-1945, saj se zavedamo, da se brez njihove zmage pol stoletja kasneje mi ne bi imeli za kaj boriti. Leta 1991 smo uspeli uresničiti stoletne sanje naših prednikov in za zmago v osamosvojitveni vojni slovenskemu narodu priborili tisto, kar si zasluži, samostojno in neodvisno državo. Da je bilo to vse prej kot samo po sebi umevno, dokazujejo aktualni dogodki v Španiji. Veteranske organizacije v Zgornji Savinjski dolini dobro sodelujemo in tako v praksi sledimo našemu vodilu skupaj v vojni, skupaj v miru. Prepričan sem, da bo tudi v prihodnje tako. Predsedstva Zveze borcev Slovenije zahvaljujem za to vašo prireditev in upam, da se bo tradicija teh prireditev nadaljevala v prihodnje. Hvala lepa. Vršilca dolžnosti predsednika. Prosim.
komisije, kolegi veterani, spoštovani župani in vsi prisotni, dovolite mi, da vas pozdravim vse v imenu krovne gasilske organizacije Gasilske zveze Slovenije in seveda vam želim prijetno počutje in pa seveda vaše delo tudi v prihodnje. Že ob začetku je župan omenil simboliko v tem prostoru, ki je danes in zagotovo to simboliko predstavljajo tudi vsi zbrani prapori. In naša dolžnost je vseh teh organizacij, ki se danes predstavljajo s svojimi prapori, da pravzaprav ohranjamo spomin, kot je rekel pred mano predhodnik, in pa seveda, da nekako opozarjamo na vrednote, ki jih zagovarjamo pri našem delu. Pri tem seveda nismo izostali in ne bomo izostali glede na tradicijo in naše statutarne pravice tudi gasilci. In kaj imamo gasilci skupnega z letalstvom? Seveda tudi to, da smo od nekdaj in seveda bomo sedaj in tudi v prihodnje naše intervencije pravzaprav kompleksnejše in bolj zahtevne reševali skupaj z letalskimi enotami sedanje Slovenske vojske in tako seveda zagotavljali vsem vam potrebno varnost in seveda tudi potrebni mir. Želim vam lepo praznovanje tudi tega današnjega dne. Veseli smo povabila, da smo prvič zraven in seveda srečno in na pomoč. Ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, prosim. Spoštovani organizatorji, spoštovani župan občine gostiteljice, spoštovani župani drugih občin, spoštovani predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, spoštovani predstavniki gasilstva, spoštovani letalci, prapoščaki, visoki gostje, domačinke in domačini. Veseli me, da sem danes tukaj z vami. Nekako v kasnejšem delu, ko sem videla vabilo, sem se vam pridružila. Predvsem sem vesela in ponosna, da sem tu z vami, ker se imam za nek način, da sem tukaj domačinka. Oziroma vsaj, če bi se poročila, bi bila. Veliko je bilo pred mano že povedano. Rada bi pa dala samo par poudarkov. Slovenci imamo bogato vojaško zgodovino. Zgodovino, na katero smo lahko ponosni. Omenila bi Prvo svetovno vojno, generala Maistra in borce za severno mejo, narodnoosvobodilni partizanski boj in seveda tudi osamosvojitveno vojno. In v vseh teh časih nikoli nismo bili sami. In današnji dogodek je prav gotovo na nek način spomin in opomin preteklim dogodkom, partizanski narodnoosvobodilni vojni, predvsem pa tudi poudarek sodelovanja z zavezništvom. In prav je, da se spominjamo takšnih dogodkov. Prav je tudi zaradi tega, ker smo danes skupaj z drugimi narodi, s katerimi smo bili v zgodovini na isti ali pa na drugi strani, skupaj enakopravno soodgovorni za razvoj ne samo naše širše okolice, Evrope, temveč tudi sveta. In tudi tukaj moramo, tako kot smo v preteklosti, z ramo ob rami enakopravno sodelovati z drugimi narodi, ko rišemo, kakšna pot razvoja in kakšnem svetu bodo živeli tudi naši otroci, naši potomci. Danes je bilo veliko povedano o sodelovanju in tudi sama sem ponosna na tradicijo letalstva, ki imamo v Sloveniji. Tudi danes so z nami pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, ki upravljajo pomembno delo tako v sodelovanju z drugimi državnimi organi, tudi z lokalnimi skupnostmi. In tukaj bi izpostavila gorsko reševalno službo, medbolnišnične prevoze, prevažamo organe z letalom Falcon in sodelujemo v varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. In tako kot smo v preteklosti Slovenci in Slovenke dokazali, da se znamo organizirati, tudi danes vsi ti različni organi in organizacije odlično sodelujejo med seboj, vse v dobro našemu skupnemu razvoju, za dobro državljank in državljanov. In verjamem, da bo tako tudi ostalo. Organizatorjem danes zahvaljujem tudi v imenu Ministrstva za obrambo za ohranjanje te tradicije, ki naj bo na eni strani, tako kot sem dejala na začetku, predvsem spomin, po drugi strani pa tudi opomin. Spomina je našega dejanja naše preteklosti,
na tiste odločitve, ki so jih sprejeli naši predniki, ki niso bile lahke, saj so se zavedali, da takrat, ko pomagajo tako partizanom, kot tudi našim zaveznikom, tvegajo svoje življenja. Po drugi strani pa tudi na opomin, kakšne grozote vojne prinašajo in predvsem, zakaj je do vojne tudi prišlo. Naj se to nikoli več ne zgodi, naj danes predvsem s strpnostjo in z dialogom rešujemo morebitna nesoglasja v dobrobit vseh, ki živijo na tem svetu. Hvala, srečno. Bi za sklepni pesmi tudi zaključiti ta današnji dogodek. Piše pismo bilo, sin si živ, ne pišeš nič. Pismo ogrsko deželo, nese v ključku droben ptič. Pismo ogrsko deželo, ključku droben ptič. Tam, kjer gore so Karpati, ni ljudi, ne bili hiš. Tam na zeleni čitrati, grob stoji na grobu križ. Čitrati, grob stoji na grobu križ. Tam se droben ptič ustavi, pismo bilo izpusti. Veter zašumi po travi, grob pa rahlo govori. Veter zašumi po travi, grob pa rahlo govori. Reci mamici ljubljeni, da mi je prav dobro tu. Naj še ona pride k meni, jaz ne morem več domov. Naj še ona pride k meni, jaz ne morem več domov. Mati čaka, 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 kje si pa tak dolgo bil? Droben ptiček pa zaplaka, mati, mrtev je tvoj sin. Droben ptiček pa zaplaka, mati, mrtev je tvoj sin. Drugih združenj ter gasilcev, vaščanov, da se imenuje tričlanska delegacija, da položi venec pri tem vzletišču simbolično v spomin in opomin. Bom